Takole, sniko smo se torej vrnili v Stožice, pred nami je uvodna tekma četrtega kroga prve lige Telemach med domačim Bravom in Aluminijem. Danes po temle obračunu v Ljubljani še tekma na koprski Bonifiki, kjer bodo Kanarčki z Obale gostili Mlinarje iz Radomelj. Tule so pari tega kroga, preostale 3 tekme bodo jutri ob 17:30 Domžale Olimpija, ob 20:15 pa 2 obračuna Celje Mura in Primorje Maribor. Poglejmo, kako izgleda lestvica. Edini 100-odstotnim izkupičkom po 3 odigranih tekmah so zaenkrat Celjani. To je bil Stankovič, Jovan. Še enkrat za Stankoviča. Stankovič je všel v Šaubaku, Stankovič v sredino, to da zanesljiv je Rozman. Saitovski ima zdaj nekaj več prostora. Saitovski, še vedno Saitovski, dobra žoga, Jagič ima priložnost, Jagič v sredino, priložnost za Blodka, ki pa je slabo zaključil. Babula proti Pečarju, ki je prišel do strela, najlepša priložnost za Bravo na tej tekmi, 18. minuta, Martin Pečar. Tule znova Venust Babula, Pečar. Še enkrat Babula. Stankovič prepušča, Nuhanovič pa ni uspel sprejeti žoge. Rekel bi namreč, da brez posebnih težav. Zaenkrat Aluminij drži ničlo v Stožicah. Jovan. Zdaj lepo do Pečarja. Pečar strelja, to da po sredini vrat. Zozi. Pečar ima priložnost. Pečar! 1:0. Martin Pečar asistiral je, mislim, da Marwan Nzuzi. In v 40. minuti smo torej vendarle videli prvi zadetek. Vodstvo za Bravo z 1:0, drugi gol Pečarja v novi sezoni. To je Martin Pečar. No, poglejmo še enkrat vse skupaj. Takole Nzuzi, potem pa Pečar, krasno. Spet podaja Nzuzija in znova se zdi, da je Stankovič storil kar veliko. Potem Jovan, no, zdaj pa priložnost v protinapadu za Aluminij, veliko je prostora, Jagič, toda hitro se vračajo Bravaši. Tomislav Jagič, dobro, Saitovski je padel in 11-metrovka. 11-metrovka, zdaj rumeni karton za koga? Za Jovana, ki je izključen. Hude težave zdaj za Bravo. Jovan, drugi rumeni karton. Takole od 58. minute kar in Saitovski. Saitovski je vzel zalet. Saitovski 2 oziroma 1:1. 59. minuta, izenačenje torej v Stožicah. Tole je Emir Saitovski, že njegov 3. gol v sezoni. Blizu je bil Jazbec, pokazal, da prekrška ni bilo. Selan je zdaj zapravil žogo, tole je priložnost za Aluminij, Feta! Lepa priložnost zdaj za goste, da bi prišli do popolnega preobrata, a se to na koncu vendarle ni zgodilo. To je zdaj Kulušič krasno za Jakupoviča. Kulušič v polnem šprintu prihaja iz ozadja, strel! Dober strel Aldina Jakupoviča, odlična obramba Rozmana in potem kot za Bravo. Ali je bila tole igra z roko? Zahtevajo novo 11-metrovko. Zdaj gostje obkrožili so sodnika Jazbeca. Ta je pokazal, da ni 11-metrovke. Ponovno Koderman. Koderman s predložkom, Petriško.
Svržnjak, odbita žoga, Sule gol. Popoln preobrat, prvenec za Vizdoma Suleja v dresu Aluminija. In v 89. minuti so gostje zdaj celo povedli, kako pomembna zmaga bo tole za Aluminij. Če bo zadržal tole prednost, bodo šumarji seveda celo prehiteli na prvenstveni lestvici Bravaše. Tule je Vizdom Sule. Počakali bomo na počasen posnetek. Medtem smo seveda že vstopili v 90. minuto. Takole Koderman. Petriško je podal Svržnjaku. Svržnjak sprožil, Likar sicer obranil to, da žogo odbil predse. Tam pa v pravem trenutku, na pravem mestu Vizdom. Ampak zgodilo se je drugače. Zdaj je Aluminij. Aleksandar Zdravkovič, iskrene čestitke za zmago v gosteh. Prvi polčas je bil Bravo tisti, ki je narekoval tempo, tudi povedal v prvem polčasu, ampak drugi polčas je bil pa verjetno tisti rdeči karton glavni faktor, da ste vi preobrnili rezultati in na koncu zmagali. Kakšno je vaše mnenje? Pa ja, mislim, da smo mi dobro vstopili v tekmo. Nismo dobili na začetku nobenega zadetka, to je najbolj važno. Potem pa Bravo je zadev iz kontranapada. Šli smo na polčas, smo se pomenili. Drug polčas smo odigrali zelo dobro, rdeč karton je posledica tega, potem pa smo preobrnili tekmo in zasluženo na koncu zmagali. Vidite, da ste mladi, povezani, poletni. Kako se vi počutite med samo tekmo, med samo igro z soigralci, glede na to, da je še vendarle začetek letošnje sezone? Pa mislim, da dobro delamo, da zgledamo resna ekipa, tako bom rekel. Da nismo simpatični in da nabiramo pike, zmagujemo, da igramo res, da smo res odigrali na dobro tekmo, tako bom rekel. Ni časa za počitek, naslednja tekma že proti Celju, vsi vemo, kam Celje cilja, ampak igrate doma. Morda kratka napoved za prihodnji krog? Gremo tekmo po tekmo, se bomo pripravili na nasprotnika normalno, pa gremo na 3 točke. Aleksandar, hvala in srečno. Hvala vam. Jure Arsič, iskrene čestitke za zmago v gosteh proti Bravo. Pred tekmo sta govorila kompaktna ekipa, ki ne pusti veliko prostora nasprotnika, ampak danes ste izkoristili svoje priložnosti oziroma predvsem preobrnili tekmo. Kako ste vi videli? Jaz menim, da v prvi vrsti smo bili tisti mi, ki smo s pravim odnosom, s taktično disciplino, z veliko željo, htenjem in dajanjem posameznikov pripeljali tekmo do te faze, da smo bili povsem v egalu, če ne na trenutke tudi celo boljši. V prvem polčasu še dosti rezervirani, predvsem v fazi napada, ampak menim, da smo zasluženo na koncu kontrolirali situacijo, izkoristili maksimalno power play, bili mirni, bili potrpežljivi, obenem pa zelo pazljivi, odlično delali tisto, kar je Bravo ponujal v fazi napada, v drugem polčasu, kar je bil ključ, da smo lahko zgradili to, kar smo na koncu tudi zgradili. Aleksandar Zeljkovič je dejal, da ne želite, da izgledate simpatična ekipa, ampak resna ekipa in da ste to dokazali. To nekako kaže, da so fantje pod vašim vodstvom pripravljeni garati in delati po vaši filozofiji. Ja, točno tako, to je naša ideja. Mi ne želimo biti simpatični, želimo biti dobri, tekmovalni. To nam iz tedna v teden tudi boljše uspeva. Danes lahko rečem mirno, da smo odgarali tekmo kot celoto, kar je bila moja želja pred tekmo. Glede na to, da smo imeli zelo velika nihanja v prejšnjih tekmah in verjetno je botrovala tudi ta situacija, ker smo ostali z igralcem več, nam je bila sigurno v support, da smo lahko kontrolirali zadevo, ampak vse pravim, mi smo bili tisti, ki smo danes to zelo dobro počeli. Čestitam ekipi Bravo za korektno tekmo, za fair tekmo in zelo sem vesel. Hvala in srečno vnaprej. Hvala. Aleš Arnolj, po takšni tekmi, ko prejmeš rdeč karton v 58 minuti, je verjetno zelo, zelo težko računati na pozitiven rezultat, ampak kljub temu po rdečem kartonu ste si ustvarili še vendarle nekaj priložnosti, a na koncu se ne išlo. Kako ste vi videli tekmo?
Ja, zelo malo minut smo danes odigrali na način, kot bi si želeli. Tudi v začetku tekme bili že izredno površni in v bistvu znotraj koncepta ne uspeli dobiti duel takrat, ko bi ga mogli. Ne kolektivno smo nasprotnika napadali, posledično so večkrat prišli iz nekega pritiska ali pa pol pritiska. Dejstvo je, da že v prvem polčasu smo osvojili veliko žog in smo te počasne polproti napade zelo slabo peljali, prehitro izgubili žogo. V drugem polčasu začetek obetaven, smo stvari tudi taktično še dodatno prilagodili, da nam je bilo lažje. Potem pa neumnost, ne samo rdeč karton. Mislim, da smo imeli situacijo 5-2 celo, ko smo branili to protinapad, ampak že do protinapada ne bi smeli prijeti do zgrešene podaje, pa potem ta napaka, pa usmerjanje v sredino, pa zamujanje igralca iz bočnega položaja. Res tam se je pa tekma v bistvu prevrnila. Kljub temu igralcem čestitam, tudi z igralcem manj smo si ustvarili priložnosti in kar kvalitetno branili, ampak spet prišli do ene nenatančnosti v trenutku, ko smo gol prejeli. Ampak v generalu moram reči, da če smo pokazali zdaj 3 dobre predstave, 2krat bili nagrajeni tudi s točkami, je bila ta sigurno naša najslabša predstava in zato nismo nagrajeni s točkami. Mi smo vedno radi realni in to bo potrebno izboljšati, ker je liga izredno izenačena, tako kot smo rekli, in če bomo želeli še naprej nabirati točke. Se vam zdi, da so te napake posledica začetka sezone, morda neuigranost oziroma kar nekaj nogometašev je novih, ki še morda niso povsem dojeli filozofijo ekipe? Ma ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da smo danes bili kljub vsemu se čutili, da dnevna forma ni prava, že od začetka tekme. Morda smo v določenih trenutkih res v bistvu vložili premalo, ker smo bili izredno blizu tudi situaciji, da bi prišli na 2-0. Ampak tudi to pride, sezona je izredno dolga, tudi to pride, da dnevna forma ni prava. Kot sem rekel, 4. tekma, vse 3 smo bili v zelo solidni dnevni formi, 2krat prišli do točk. Zdaj tokrat danes je bilo pa tako, da načeloma mislim, da bi si točko zaslužili, ampak kljub vsemu smo bili kaznovani danes takoj, skoraj v vsaki situaciji in na koncu se moramo sprejeti to, da smo danes poraženi. Aleš, hvala in srečno naprej. Hvala. Martin Pečar, če gledava tiste pozitivne stvari z današnje tekme, prvi polčas 5krat ste streljali v okvir vrat, v prvem polčasu nasprotnik ni zadev oziroma sploh ni streljal v okvir vrat. Če gledava samo prvi polčas, je verjetno zadovoljstvo z vaše strani. Ja, glede na to, da smo povedali v prvem polčasu in zdaj, kot se povedali, statistiko je bila na naši strani, ampak mi nismo veseli z našo igro. Nismo stopili v igro, kot mi hočemo, kot mi znamo in tudi s prvim polčasom nismo bili zadovoljni. Pa se je sledilo, kar je v drugem polčasu, ena mala napaka, ki nas je stala pol tekme, ampak se zgodi, gremo dalje. Branili smo vse 30 minut, na koncu nam ni uspelo, ampak to ni bilo dovolj danes, da odnesemo vsaj točko. Verjetno je tudi ta časovnica, kdaj ste prejeli rdeči karton, že v 58 oziroma 57 minuti, je za vse ostale, ki ostanete na igrišču, še toliko težje, ker morate 40 minut se braniti oziroma igrati z igralcem manj. Ja, definitivno, ampak igralcem kapa dol, dali smo vse od sebe in boli še bolj, ker je bilo to proti izteku tekme, ampak ustvarili smo tudi kar nekaj priložnosti z igralcem manj, ampak na koncu to ni bilo dovolj in nažalost nam ni uspelo. Sedaj vas čaka Maribor, zagotovo težak nasprotnik in dolgo steh, ampak kar nekaj dobrih tekem je Bravo že odigral v Mariboru. Ja, definitivno, mi gremo v Maribor zmagati po vse 3 točke, kot tudi znamo in se veselimo tekme. Martin, hvala in srečno. Hvala vam.